V temle mini predavanju je predavanju o 3 predpogojih oziroma pogojih, da ljudje sploh kupujejo od nas preko spleta oziroma pač na splošno. Velja v bistvu tale zadeva pravzaprav v vsakem biznisu, ampak v izobraževalno-svetovalnem coaching biznisu pa velja še toliko bolj, ker pravzaprav ljudje kupujejo od nas, pravzaprav nas oziroma naše znanje, naše vrednote, skratka nas kot osebo. Zdaj, če se še ne poznava, sem Marija Maruša Jovanovič oziroma Maruša na kratko in govorim o spletnih orodjih in spletnih rešitvah za coache, izobraževalce, svetovalce, skratka za vse strokovnjake, ki prodajamo svoj know-how na trgu. Skratka, torej o tem, kako nam ta orodja, spletna orodja in različne spletne izobraževalne in marketinške rešitve lahko pomagajo v našem biznisu, bodisi do več strank, do več časa ali celo obojega. Zdaj, če je to ta tema, ki te zanima, potem te najprej povabim, da všečkaš tale kanal, kjerkoli že gledaš, da tudi te dosežejo tudi moji prihodnji nasveti. Za tiste, ki bi pa tole tematiko radi podrobneje spoznali, pa ste vabljeni, da se vpišete v brezplačen uvodni tečaj na e-dogodek.si /brezplačno/ brezplačno. Linki so tudi tukaj v opisu tega kanala, skratka tam gremo majčkeno bolj podrobno, pa strukturirano, ampak še vedno brezplačno in še vedno samo uvodno skozi vse te procese, orodja, sisteme in tako naprej. Samo implementacijo pa delamo v platformi oziroma na platformi Spletni hub. Gre za platformo, ki sem jo razvila posebej torej za coache, izobraževalce, svetovalce, da lahko vse te zadeve, o katerih govorimo, da vse te zadeve dejansko lahko tudi zrealiziramo in implementiramo in dejansko v Spletnem hubu celotno zadevo tudi vodimo. Ok, kaj so zdaj te 3 predpogoji, da ljudje kupujejo od nas? Zdaj originalno so know, like in trust, torej poznati, biti všeč in zaupati. Sem jih pa jaz poslovenila kar tako, da se še večkrat rimajo, ker imam rada rime, skratka, da nas zaznajo, da nas spoznajo in da nas prepoznajo kot strokovnjaka. Zdaj, če boste šli googlat ta varianto know, like, trust, boste videli, da je v bistvu velikokrat predstavljeno v obliki lejaka, to se pravi, da pravzaprav ljudi peljemo, da nas najprej spoznajo, da nas najprej zaznajo, da nas potem spoznajo in da nas seveda tudi prepoznajo, torej kot strokovnjaka. In zdaj o teh lijakih, pa v samih procesih in vseh teh zadevah, ki so v ozadju, sem govorila tudi v brezplačnem uvodnem tečaju, tako da si lahko tam majčkeno bolj podrobno zadevo pogledaš. Tukaj bi šli pa samo na hitro skozi, da ne bomo predolgi, ampak si bomo bolj pogledali z tega vidika, torej kaj so te procesi zdaj z tega vidika kot predpogojev za, bom rekla, za to, da ljudje kupujejo od nas in kje tukaj nekako pridejo upoštev ta spletna orodja in spletne rešitve. Torej, prva stvar je, da nas ljudje sploh zaznajo. Po domač povedano to pomeni, da ljudje sploh vejo za nas, da obstajamo, da so nas nekje zaznali in da v bistvu nekako začutijo mogoče, da je pa to nekaj, o čemer mi govorimo, da je pa to mogoče nekaj, kar bi njim pomagalo na tak ali drugačen način. Zdaj, tukaj bi res rada poudarila, sploh na začetku, ko si na tej poti, imajo ljudje dostikrat problem z visibilityjem, to se pravi s tem izpostavljenostjo, da nas sploh v bistvu to vidljivostjo in te zadeve in so včasih v bistvu sploh, če mogoče še biznis delaš poleg, če pač nek online biznis oziroma ta dodaten biznis delaš poleg neke druge zaposlitve pa karkoli, včasih majčkeno useka ven imposter sindrom v tistem smislu, kaj si bojo pa drugi mislili ali pa kaj bojo pa drugi mislili, da se jaz grem, pa ne vem kaj še vse, ne. Skratka, tukaj bi jaz res rada poudarila to, da nas ne rabijo poznati vsi. Skratka, ne pomeni, da rabimo iti na billboarde, na one velike plakate sredi obvoznice ljubljanske, da nas bojo vsi videli, ne rabimo zakupiti ne vem kakšnega oglaševalskega prostora, skratka, ne rabijo nas poznati vsi, ampak nas rabi poznati naša ciljna skupina. Zato se toliko velikokrat vračamo k tej zadevi, da v bistvu res vemo, kdo je naša ciljna skupina in kje se nahaja in kako jo bomo nagovarjali, zato da dobimo v bistvu tudi to, bom rekla, to pozornost. Torej, recimo, če bi šli v klasični svet, bi rekli, ok, kje nas zaznajo? Zaznajo nas mogoče na nekih poslovnih dogodkih, kjer se predstavimo na hitro, mogoče na nekih mrežanskih. Mogoče, ne vem, zaznamo kakšnega, lahko se tudi predstavljaš, ko ti druge spremljaš, lahko jih zaznaš, mogoče prvič za njih slišiš v neki reviji, v nekem intervjuju, kaj tacka, ne. Zdaj, ko smo pa v online svetu, pa to v bistvu pomeni, da smo prisotni na spletnih kanalih. Ker
sploh ljudje, ki so navajeni kupiti stvari sploh samo spletno, ali pa slediti samo ljudem, ki so na spletu, ki ne hodijo, če ljudje pač ne hodijo po klasičnih dogodkih. Če te ne bo najdel na spletu, če te ne bo videl na socialnih omrežjih, če te ne bo zaznal, če te ne bo najdel na spletni strani ali kakorkoli, potem je praktično kot da te ne obstaja. Ne? Včasih smo se hecali, če te ni na Google, pol ne obstajaš. Ne? Tako da tukaj je tudi podobna zadeva. Skratka, ko smo v online svetu, je ta moment, da nas zaznajo, je to recimo na socialnih omrežjih v smislu raznih naših krajših objav, ko se javljamo, mogoče so kje, ne vem, prebrali kakšno naš zapis ali kaj takega. Po drugi strani pa ne pozabiti, da poleg teh klasičnih socialnih omrežij, na katere ful stavimo, je včasih ful spregledana tudi ta varianta, da pravzaprav tudi, če nas pogooglajo, oziroma zdaj v zdajšnjih časih tudi že v bistvu po AI-ajo, ne, skratka, če greš recimo, bom šla na Google najprej, se bo najlažje predstavljati, včasih recimo, ko je človek, ne vem, mogoče v neki fazi, da išče neko rešitev nekega problema ali pa da bi rad uresničil svojo vizijo, pa gre pogooglati zadevo, ne, včasih pred časom sem imela stranko, pa sem nekaj, kako si me pa našla, če nisi na socialnih omrežjih, ne, pa prav, ja, pogooglala sem te, ne, s tem, da danes imamo tudi že ta orodja AI-ja, kjer pravzaprav ljudje, ko v katerem od orodij AI-ja iščejo kakšno zadevo in celo lahko med zadetki pridejo, oziroma ChatGPT, ko spiše, oziroma pač katerokoli orodje že, ko spiše, bom rekla, ta povzetek, že počasi daje tudi reference do naših blogov, do naših spletnih strani in podobno, tako da to je orodje, ki ga ni za spregledati. Torej, to je bilo zaznajo. Torej, ljudje morajo sploh vedeti, da mi obstajamo in nekako z enim čutom, katerimkoli že, vidnim, slišnim čutom, zaznati, da je to morda nekaj, kar bi bilo uporabno za njih. Naslednji korak je pa, da nas spoznajo. Zdaj, že večkrat sem poudarila, na socialnih omrežjih so to, bom rekla, pozornost večkrat deljena. Ne? Ljudje preskrolajo pol ure objav, še pa još. Ne? Mislim, skratka, so nas nekje zaznali, so nekaj izvedeli od nas oziroma so nekaj videli. Zdaj pa fino je, da tistim ljudem, ki jih zanima nekaj več, ki so morda na tej poti, kjer naša rešitev pride prav, da spoznajo našo filozofijo in tisto našo edinstvenost oziroma unikatnost. Zdaj, kako to naredimo, čisto praktično povedano, naredimo nek promocijski oziroma predstavitveni, nek spoznavni, uvodni, kakorkoli mu že rečemo, program. Tudi jaz, mimogrede, sem že povabila v tem videu, da greš lahko v moj brezplačen uvodni program, kjer grem strukturirano čez vse te zadeve, pri katerih seveda pomagam, zato da ozavestam vse stvari, ki jih mogoče še ne veš, da jih ne veš, in pa da se v bistvu pravzaprav tudi nekaj bolj spoznava, da vidiš, če ti moja filozofija ustreza. Tukaj je predvsem pomembno pri tipih vsebine, kjer mogoče prenašate na trg neke novosti, neke nove trende, neke drugačne načine razmišljanja, drugačne načine delovanja, je tukaj še toliko bolj pomembno, da ljudje grejo čez en tak spoznavni proces, ker jim včasih ni raven točen jasen, zakaj se pravzaprav gre, in se včasih ne odločijo za nakup naprej, zato ker pravzaprav ne vejo, kaj pričakovati. Tako da ni to, jaz se tukaj včasih pohecam, nekateri hoče to zapakirati šele v online programe, ampak v resnici ne. V online programih moramo biti mi že praktični, pa učiti ljudi že reševati probleme oziroma uresničevati vizije, medtem ko v teh spoznavnih programih jih pa peljemo torej čez te naše procese. Zdaj, najbolj tipična situacija, ki jo lahko velikokrat na slovenskem trgu vidimo, so tako imenovani brezplačni izzivi, kjer v bistvu greš, imaš, ne vem, 2, 3, 4, 5 dni v živo neke zadeve, ne. Zdaj, ti brezplačni izzivi, kakor jih jaz jemljam v mojem procesu, niso nujno namenjeni, so bolj namenjeni prodaji, ker namreč res vzamejo ful energije in ful časa in če ne peljajo naprej k neki visokocenovni zadevi, te po domače, če samo skurijo, vzamejo ful energije in tako naprej, ne. Skratka, tudi to ni neka stvar, ki bi jo lahko delal konstantno, ne vem, vsak mesec. Priznam, jaz sem to poskusila čisto za foro lansko leto, 3 mesece sem to počela, na koncu nisem imela ne efekta v prodaji, ne efekta v energiji, skratka, me je skurilo še za malo naprej, no. Tako da tukaj jaz zelo stavim, no, na zimzeleno promocijo, skratka, da narediš v bistvu nek promo spoznavni program, kjer te ljudje pravzaprav spoznajo, vidijo, začutijo, slišijo in v bistvu spoznajo celo tisto filozofijo. In mimogrede, te spoznavni programi so narejeni zelo hitro,
produkcijsko ne zahtevajo, ne vem, kakšne opreme, ne vem, kakšnih sistemov in orodij, skratka so tudi, bom rekla, zelo cenovno ugodni za narediti. Bistveno pri teh spoznavnih programih je pa predvsem to, kako jih zastaviš, ker njihova vloga, dostikrat tukaj naredijo ljudje napako, pa naredijo vlogo, da je to samo nekaj za prodajo, in potem, ko ljudje do konca pridejo in jim začnemo prodajati, so ljudje siti tega in nas cancelajo dol z mailing liste. In v bistvu niti niso potem več naši sledilci. Ker dostikrat je to, da ljudje se ne bojo odločili v prvih parih dneh za nakup, če niso res že pripravljeni, pa če ni to neka stvar, ki jih res že zelo zanima. Tako da v bistvu ti spoznavni programi v tej fazi, da nas spoznajo, so torej namenjeni bolj tej promociji nas kot blagovne znamke, kot osebne blagovne znamke, naše filozofije, prvemu povezovanju z našimi potencialnimi kupci in podobno. In tretja stvar je, da nas prepoznajo kot strokovnjaka. To se pravi, da v bistvu, da nam zaupajo, da jih bomo res pripeljali do rezultatov oziroma da jim res lahko pomagamo. In zdaj klasična marketinška poteza, ki se tukaj naredi, je to, da postaviš svoje stranke, s katerimi si že do nekih rezultatov prišel, in po možnosti postaviš pred kamero. Včasih je bilo dovolj, da smo samo testimonijale, torej te izjave pa priporočila napisali, danes mora biti to že živa oseba pred kamero in da povejo. To je sicer super pristop, je pa težava to, da v nekaterih branžah ne moremo, ne smemo, ne želimo izpostavljati strank. Jaz težko izpostavim svojo stranko, ki zdaj svoj inside in pač ta postranski biznis šele gradi, pa so mogoče že dosegli nek konkreten rezultat, ampak ja, sorry, pač imam neko, bom rekla, to etično odgovornost, da jo ne grem izpostavljati. Pa mogoče še tudi to, da ni vedno nujno, da govorimo o nekih rezultatih, zato da nas bojo ljudje prepoznali kot strokovnjaka. Zdaj tukaj ne gre nujno kot strokovnjaka, ampak da nas prepoznajo kot nekoga, ki mi bojo zaupali oziroma s katerim bi se podali na pot tega uresničevanja neke vizije oziroma reševanja problema. Tako da včasih gre tukaj tudi za to, da da to zaupanje gradimo tudi skozi način, da v bistvu opišemo tudi skozi načine, kako mi delujemo, da nas prepoznajo kot osebnost, da nas prepoznajo, kako se mi odzivamo in tako naprej. Tako tukaj so potem različne variante, skratka, lahko tudi samo zapišemo izkušnjo o tem, kako smo z neko stranko sodelovali. Lahko se odzovemo v smislu, kaj pravzaprav delamo. Dostikrat mi pozabimo tudi povedati, tudi jaz, kakšne rešitve pravzaprav nudimo, na kakšen način jih pomagamo uresničevati in podobno. Kaj zato v praksi pomeni, kako pravzaprav gradimo ta proces od tega, da nas zaznajo, spoznajo in prepoznajo. Zdaj tukaj v bistvu to delamo pravzaprav skozi naše promocijske aktivnosti. Podrobneje sem zdaj ta cel proces, pa vse zadeve v zvezi s platformami, sistemi, orodji in vsem tem predstavljal res v brezplačnem uvodnem programu, tako da te vabim, da ne bi bil tale video predolg, te vabim, da se vpišeš tja, da v bistvu spoznaš dejansko celoten ta proces, čez katerega gremo. Zdaj pri sami implementaciji pa govorimo o tako imenovani dnevni, tedenski in mesečni promociji. Bolj podrobno sem o tem govorila v enem od predhodnih videov, tako da jih lahko potem na kanalu poiščeš in si poslušaš. To se pravi, gre za video 4 tipi promocijskih aktivnosti. In za samo implementacijo tega dela sem pa razvila, to je tako, kot sem že omenila, platformo spletnih appov, v kateri te s pomočjo pomočnikov, kot sem jih jaz pomenovala, popeljam čez vse te procese, da idealiziraš, to se pravi, da oblikuješ to idejo, da idejo splaniraš oziroma vse te zadeve, vse te vsebine dejansko splaniraš in tudi potem ne samo splaniraš, ampak tudi zrealiziraš in spraviš v prakso s pomočjo teh spletnih orodij, in jih potem tudi s pomočjo teh spletnih orodij upravljaš.